teh dneh, lahko bi pa rekli tudi v tednih in mesecih, se celotna Evropa in tudi širše ukvarja z grško dolžniško krizo. O tem se velikokrat pozablja, kako je sploh prišlo do te situacije v Grčiji in v Evropi. Pozablja se, da vzrok za to krizo ni samo prekomerno zadolževanje Grčije kot članice evroobmočja, ampak je glavni vzrok goljufanje oziroma prikrivanje realnih makroekonomskih statističnih podatkov. Če grške oblasti dolga leta teh podatkov ne bi prikrivale oziroma falsificirale, potem do te situacije ne bi moglo priti, kajti tako Evropska monetarna unija, Evropska centralna banka oziroma Evropska unija preko pakta stabilnosti in rasti nadzirata makroekonomska gibanja v državah članicah in tudi pravočasno ukrepata oziroma ukrepajo, kada pride do prekoračitve. V primeru pa, da država članica ne sporoča realnih podatkov, potem se ti mehanizmi ne sprožijo, oziroma se ne sprožijo v zadostni meri in tako lahko pride do situacije, ki se sploh ne bi smelo zgoditi. Kot veste, pakt stabilnosti in rasti v Evropi dokaj strogo omejuje zadolževanje držav, omejuje skupni dolg oziroma skupni delež javnega dolga v bruto domačem proizvodu in omejuje tudi proračunsko primanjkljaje. In te meje so na 60% deleža javnega dolga v bruto domačem proizvodu vsake države članice in na 3% proračunskega primanjkljaja. Grčija je šla nekajkrat preko tega, ne da bi zato vmes doživela realne sankcije, kakršne so predvidene, če se tiste osnovne meje prestopijo. Žalostno je, da razkritje te goljufije v primeru te države v lanskem letu ni bilo prvo v zgodovini te države, se je že v začetku tega desetletja, malo po nastanku Evropske monetarne unije oziroma malo po izdaji skupne evropske valute, prišlo na dan, da je Grčija prikrivala podatke že ob vstopu v Evropsko monetarno unijo. Ko je bilo to razkrito, je Grčija doživela zgolj blage sankcije. Celotna evropska politika je takrat v en glas zatrjevala, da ne bo to šola za naprej, da se ta primer ne sme nikoli več ponoviti. Ponovil se je, in to pri isti državi, na drastičen način v času finančne krize in ta grška dolžniška kriza sedaj ogroža stabilnost celotnega evroobmočja, katerega del je tudi Slovenija, zato je to seveda tudi naš problem, oziroma bil to naš velik problem tudi brez tega, da bi bila Slovenija z določenim deležem zdaj poklicana k neposrednem reševanju te situacije v Grčiji. Kot veste, je bila Slovenija leta 2006 pred vstopom v evroobmočje oziroma v evroskupino natančno pregledana. Morali smo izpolniti do zadnjega odstotka vse maastrichtske kriterije. Poleg nas so takrat za vstop v evroobmočje kandidirale tudi nekatere druge države, recimo Litva. Litva je bila zavrnjena, oziroma vstop Litve v evroobmočje je bil leta 2006 zavrnjen, zaradi tega, ker je za nekaj desetink odstotka inflacija v Litvi presegala predpisano mejo. Ne za cel odstotek, ampak za nekaj desetink odstotka. Jaz se spominjam precej burne razprave na seji Evropskega sveta sredi leta 2006, ko je Evropski svet odločil, da se Litvi ne da zeleno luč za vstop v evroobmočje. In pravzaprav so vsi, ki so nasprotovali vstopu Litve v evroobmočje, uporabljali grški primer kot dokaz za to, da se nekomu ne sme pogledati čez prst. Vsi so navajali, da se je to, da je neka država vstopila v evroobmočje nekimi ohlapnimi izpolnjevanji kriterijev, izkazala za slabo in da je bilo to prvič in zadnjič.
Sprašujem se, kako se danes počutijo prebivalci Litve, ko spremljajo to grško dolžniško krizo in ko spremljajo odločitve na evropski ravni, po katerih naj bi zdaj celotna Evropska unija, predvsem pa Evropska monetarna unija, pomagala državi, ki je goljufala in ki je s tem ogrozila stabilnost celotnega evroobmočja. Ukrep, ki bil praktično že sprejet, ni pa še uveljavljen, ker čaka še na končno zeleno luč Evropskega sveta, izrednega Evropskega vrha. Ukrep kombinirane pomoči Evropske unije in Mednarodnega denarnega sklada Grčiji po našem mnenju ni niti pravičen, niti ne bo učinkovit. Pravičen ni zaradi tega, ker predvideva solidarnostno pomoč državi, ki je goljufala, ki je kršila pravila, ki je drastično kršila pravila evroobmočja in ki je to storila že drugič. Pravičen ta ukrep ni tudi zaradi tega, ker breme te pomoči solidarnostno na podlagi nekih kvantitativnih matematičnih meril oziroma izračunov deležev razporeja na vse članice, brez tega, da bi se dejansko ugotavljalo, koliko je kakšna država članica neposredno vključena v dolžniško-upniška razmerja do Grčije oziroma do grških komercialnih bank. Ta ukrep je krivičen tudi do slovenskih delavcev, pa mislim tudi do slovaških in do vseh tistih zaposlenih v državah članicah evroobmočja, v katerih je povprečna plača znatno nižja od povprečne plače v Grčiji in kjer nimajo ali pa nimamo niti 13, niti 14 plače, niti številnih dodatkov, ki so stalnica recimo v grškem javnem sektorju. Eden od dodatkov, ki ga dobi veliko zaposlenih v grškem javnem sektorju, je recimo tudi dodatek za točno prihajanje na delo. In še vrsta drugih dodatkov se financira na račun nižjih plač v drugih državah članicah Evropske unije. Zato to pozivanje na evropsko delovsko solidarnost, ki ga v teh dneh slišimo iz Aten, vsebuje poleg nekega verjetno zelo iskrenega odraza realne stiske tudi veliko hipokrizije. In tega ne bi smeli pozabiti.